Zdaj se klele po Ljubljani vozim, ker iščem strokovnjaka za piškote. Veste, če kaj obvladam, je pa tu peka piškotov in jaz bi rada biznis pokrenila zdaj in sem šla v lov za informacijami. Mečken me je strah, malo se bojim. Kako bom jaz tam se pogovarjala s tem strokovnjakom? Jaz sem kmečka ženska, jaz ne poznam te terminologije strokov. Že zavijamo, kar, evo, imam krasnega šoferja. Evo me. Tle sem informacijski pooblaščenec. Upam, da je kakšen ljušen. Nataša, ženska je, pa sem mislila, da bo kakšen lušen. Dober dan, gospa Nataša, ne? To sem jaz. Pirc Musar. Voilà, in zdaj sem pri strokovnjakinji za piškotke. Nataša, kakšni so pravi piškotki? Piškotki so ene take majhne datoteke, ki se namestijo na tvoj računalnik, ko surfaš po spletni strani in v bistvu sledijo vsemu, kar na spletni strani počneš. Zato smo se v Evropski uniji odločili, da je prav, da posamezniki vedo, kaj ti piškotki počnejo. Ja, ne sem sledila, se pravi, če je na 5 kil 200 gramov cukra, pol 150, kaj pa, če se recimo jaz odločim, da bi čokoladne naredila, ne? Mene tu zanima, sej ne potrebno, da je isti recept. Kaj misliš, kako je treba te piškote servirati, da bi bili ljudem najbolj všeč? Ljudje imajo pravico vedeti, kaj se dogaja z njihovimi osebnimi podatki. Moram poudariti, da piškotki zbirajo točno to, torej tvoje osebne podatke. Zato je zakonodaja takšna, da mora vsak upravljalec spletne strani na spletni strani napisati, katere piškotke filtrira oziroma implementira na vašo spletno stran in seveda posameznik ima potem pravico, da se odloči, ali te piškotke hoče ali ne. Ja, zdaj tako, no, jaz imam rada take piškotke, da s cukrom jih malo poštavb cukrom gor, pa tako na prtiček malo pokrijem, da se ne šušijo, ne. Zanima me tu, je fajn, da jaz te piškotke zmeraj isto recepturo imam, na isti način naredim, ali da jih malo spreminjam, malo dopolnjujem, malo drugačne naredim. Kot informacijska pooblaščenka sem zadolžena za to, da bo na trgu enotna praksa. Žal pa opažam, da industrija spletna ni bila pripravljena na te piškotke in si je vsak piškotno zakonodajo razlagal po svoje. Ampak dejstvo je, da vse spletne strani obvestilo morajo imeti, vse bi morale približno enako implementirati evropsko zakonodajo, pa je niso. Slabo so bili pripravljeni na te piškotke, ki so v Slovenijo prišli že 15. junija letos, pa še do danes ni vse urejeno. Aha, tako. No, jaz jih že od 68. leta, ne, pečem, ne, od junija 2013, ne. Tu sem hotela vprašati, ne, nekaj mi ne jasno, ne, jaz mojih piškotov ne rabim noben v grlu tiščati, no, jaz ne vem, če si ti taka strokovnjakinja, če moraš siliti pa jih prositi, da jih vzamejo, meni jih iz rok jejo, iz tehle rok, ne, zastopaš, kaj je tu. Zdaj me pa zanima, kakšen je primer najboljših in najbolj primernih piškotov. Spletne strani želijo uporabljati takšne piškotke, ki jih jaz najbolj, bom rekla, sovražim, ne. In te pravzaprav najbolj preganjam in tudi Evropska direktiva je usmerjena proti tako imenovanim oglaševalskim piškotom. To so tisti piškoti, ki o tebi vedo preprosto vse, kaj na spletni strani počneš. Tudi ko greš na neko spletno stran, kjer so reklamne pasice, ne, in tam surfaš po tisti spletni strani, si v bistvu tista podjetja, ki imajo reklamno pasico na tej spletni strani, zapomnijo, kaj si na spletni strani počela. Torej, najbolj preganjamo tako imenovane oglaševalske piškotke. Kakšni so pa seveda tudi dobri, ne, taki čokoladni tudi za mene. To so pa piškotki, ki so v tako imenovanih spletnih trgovinah. Vsak posameznik si seveda želi, da si spletna trgovina zapomni, kaj smo dali v košarico in da nam na koncu lahko izstavi pravilen račun. Ampak pri oglaševalskih piškotkih pa lahko povem samo eno. Oglaševalci danes vedo o tebi več, kot veš ti sama. Jezus Marija, ne, tukaj imaš pregled nad tem, kako je pa s konkurenco, ne? Kako je z njimi, to me zanima.
Ja, meni so zelo očitali, da delam popolnoma drugače kot mnogo držav ostalih v Evropski uniji, ampak seveda ni tako, ne. Mi smo se skupaj z vsemi 28 državami članicami Evropske unije usedli, napisali pravila oziroma smernice, kako in na kakšen način bomo tudi nadzorni organi gledali, kako se izvaja tako imenovana antipiškotna direktiva. Sledeče je najbolj pomembno. Opt-in oziroma tako imenovana izrecna privolitev mora obstajati na vseh spletnih straneh. Torej, jaz moram privoliti, da mi piškotke lahko namestiš. Pri manj invazivnih piškotkih, torej pri tistih, ki niso oglaševalski, smo se pa vendarle v 28-terici strinjali, da je lahko tudi domnevna privolitev z nekim aktivnim dejanjem. Torej, če pridem na neko spletno stran, me spletna stran opozori, če boste surfali naprej, boste dobili naše piškotke. To je dopustno, vse ostalo bomo pa zelo strogi. Ja, hvala za informacije. Prosim, pa 5. lep pozdrav od Cookie Monster. Cookie Monster! Cookie Monster! Ura ustavila, moram jeti zdaj že malo obrniti piškote. Hvala lepa. Hvala tebi. Jaz adijo.